Lep pozdrav vsem poslušalcem. Jaz upam, da imate zdaj, ko vsaj na Gorenjskem se vreme popravlja in celo sveti sonce, da imate še nekaj moči za poslušanje tega predavanja. Kot je lepo povedala Andreja, jaz bom predstavila en del dogajanja na knjižnem polju z vidika založništva. Pri tem bom v veliki meri izhajala iz podatkov, ki jih ima knjigotrška mreža Mladinska knjiga. Tako da tukaj upam, da vas prosim za razumevanje pogleda res trga, se pravi to, kar dejansko se odvija, to, kar bralci berejo, pa tudi kupujejo. Se pravi, gre ne samo za tisto, kar je prebrano v knjižnici, ampak tudi tisto, za kar se dejansko odločijo, da bo knjiga tudi njihova last oziroma nekaj, kar jih spremlja skozi življenje. Pripravila sem PowerPoint prezentacijo, ki jo bom zdaj z vami delila. In upam, da bo tako, kot bi moralo biti, ali pa tudi ne. Andreja, je v redu takole? Ni celoten ekran, ampak po moje je čitljivo in se vidi, in lahko gremo naprej. Lahko gremo? Ja. Prav. In seveda, ko razmišljamo tudi na Mladinski knjigi, pa sicer tudi založniki, spremljamo, kaj se dogaja tudi na področju mednarodnih raziskav bralne pismenosti. In kot je povedala Andreja, sem kar nekaj časa se ukvarjala prav s tem izobraževalnim poljem, tudi na področju izobraževalnih revij. In seveda v teku teh zadnjih 2 desetletij se je marsikaj spremenilo, vpliv sodobne tehnologije nas zagotovo spreminja naše bralne navade, spreminja pa tudi generalno naš način življenja in način razmišljanja. In zato se seveda ves čas zastavlja vprašanje, kaj nam govorijo številke, in kaj to kaže, v kakšno smer se premikamo. In kot je bilo tematizirano in izpostavljeno tudi medijsko lani večkrat v okviru Frankfurtskega knjižnega sejma, ali še ohranjamo te zmožnosti za poglobljeno branje. In seveda večno vprašanje, kaj lahko naredimo skupaj, tako knjižnice, splošnoizobraževalne, šolske knjižnice in seveda založniška panoga, kjer je ta del, seveda spremljamo skozi številke, ampak naše poslanstvo in vsi, ki delamo v založništvu, v resnici ljubimo knjige, ljubimo ideje, zapisane v knjigah, in vemo, da je to nekaj, kar nas razvija kot razmišljujoče bralce. Prav zato sem se danes odločila, da mogoče najprej pogledamo, kaj se je dogajalo v lanskem letu. To so številke, ki seveda kar nekaj povejo tudi nam, založnikom. In kaj bi mogoče bilo sklepati na podlagi teh številk. Zdaj, če si pogledamo najprej lestvica najbolj branih knjig v knjigarnah Mladinske knjige, torej to pomeni 52 knjigarn po vsej Sloveniji. Vse blagovne skupine pomeni pač, da zajema to celotno književno produkcijo z vsemi programskimi segmenti. In to, kar lahko vidimo, in to se je tudi precej, mislim, da je bilo medijsko odmevno, na prvih 2 mestih sta knjigi Znanost mirnega življenja in Življenje v sivi coni mladega zdravnika Davida Zupančiča. Na 3. mestu je A-ideja, Klemen Selakovič, ki je v resnici najbolj znan podcaster. Na 4. mestu Notranji pir Mihe Šaleharja. Na 5. mestu Na spletni prižnici založbe Družina in Martina Goloba.
oziroma Lojza Grčmana, ki je to knjigo, napisal po, njegovih predlogah. In če si pogledamo najprej to skupino prvih 5 knjig, veliko smo se pogovarjali tudi, na založbi o tem. Alenka, Gospa Alenka, jaz bi te Ja. samo zmotila, PowerPoint se ti ne premika. Ne, zdaj se premika? Ne? Ne, ne, Res ne? ne, izklopi diaprojekcijo. To so Dobro. računalničarjeva navodila. Aha. Dobro. Ja, zdaj pa gre. Zdaj gre? Ja, zdaj smo pri slajdu gibanje knjižnega trga. Je to, sovpadlo, sočasno? Ne, zdaj sem dala že na lestvico. Lestvico vidite? ne, Ne? Ne. Bom mogoče, hvala lepa, ker si ustavila, ker sicer bi jaz kar, govorila. Bom mogoče zdaj kar ustavila deljenje in dala še enkrat, da vidimo, kaj se bo zdaj zgodilo. Zdaj vidite lestvico ali ne? Lestvico vidimo, ja. ampak vidimo tudi stranske, Stranske ni prosojnice. važno, veš, ker, samo da se premika. Dobro. Zdaj naslovni slajd gibanje knjižnega trga vidite? Ja, Ne, ja, gibanje knjižnega trga, ja. Dobro, prav, hvala lepa, Andrej, jaz upam, da bo zdaj šlo, no, mislim, zdaj se premika, se lahko vidi. Ja. Vse. Dobro, dobro. Skratka, če si pogledamo zdaj teh prvih 5 knjig, ki so v resnici priročniki slovenskih avtorjev, moških, za katere pa je značilna ena stvar, da imajo vsi močno zgrajeno bazo svojih sledilcev na družbenih omrežjih. In, to je nekaj, kar zagotovo spreminja knjižni trg. Zdaj nekaj let že sledimo, kako pomembni so izvirni avtorji, da, v resnici, veliko raje ljudje berejo, pa tudi kupujejo v tem primeru, ker je to, lestvica iz naših knjigarn, slovenske avtorje, ampak tukaj pa izrazito se mi zdi, da je v zadnjih 2 letih pa se kaže, da je ta, baza sledilcev, ki, jo avtorji vzpostavijo na svojih lastnih družbenih omrežjih, postane tudi baza njihovih bralcev. In, če si pogledamo še nadaljevanje, Tadej Golob, slovenski avtor, potem Atomske navade, to je ena knjiga, ki je že precej, dolgo izjemno priljubljena. Skalpel, knjiga, zdravnika, Uroša Ahčana, in potem končno knjiga za otroke Mali princ, ki pa je legendarna knjiga, ki je v lanskem letu praznovala tudi jubilej. In knjiga Življenje je tvoje, prav tako, zimzelen, naslov na področju, če rečemo temu, priročnikov osebne rasti. Zdaj to, kar tukaj lahko spremljamo, je, da v resnici imamo izjemno malo leposlovja za odrasle, z izjemo, Tadeja Goloba, praktično ni nobenega naslova med prvimi 10. Prav tako ni nobene izvirne otroške knjige. Toda če se zdaj premaknemo naprej, potem smo primerjali to tudi, kaj pomeni glede na izposojo v knjižnicah, kjer je, razmerje nekoliko drugačno. Življenje v sivi coni še vedno na prvem mestu, potem pa imamo Brina Brihta, Koma Tadeja Goloba, Zgodbe svetega pisma in potem Julia Donaldson, in Axel Scheffler z Zverjascem. In potem Feri Lainšček, Urška Klakočar Zupančič, Stare grške bajke in pa Colin Hoover. Tukaj že vidimo, da se, struktura nekoliko spreminja. Ampak če pogledamo zdaj malce podrobneje knjige za odrasle, kaj je bilo v knjigarni, vidimo, da je približno podobno, kot je, kazala tudi skupna lestvica, pri čemer se tukaj pa že pojavi Haruki Murakami, izjemno, priljubljen, avtor za bralce odraslega leposlovja. Posebej smo naredili tudi lestvico najbolj prodanih knjig za mladino in otroke, kjer, je na prvem mestu Mali princ. Potem pa nekaj, tudi lahko rečem zimzelenih, Dave Pilkey s Pasjim možem, zelo lepo sprejeto. Harry Potter
kot nekaj, kar je pač skorajda obvezno čtivo. Pasji mož, Julia Donaldson, o domačih pa Maček Muri in pa Muca Copatarica. To so tudi, kako naj rečem, taki jubilejni, zimzeleni naslovi, tako rekoč. Seveda nas je zanimalo tudi, kaj to pomeni, kaj se res dogaja, v razmerjih, kakšen delež predstavlja, literatura na posameznih področjih. Recimo priročniki za prosti čas, kamor praktično grejo vsi ti tako, priljubljeni in, brani priročniki moških izvirnih avtorjev, če to tako poimenujem, predstavljajo 29%, otroška in mladinska literatura 33%, leposlovje in literarna teorija 23%, potem pa imamo še, družboslovje, humanistika, nekoliko manj, 9%, in po 2% umetnost, jezikoslovje in naravoslovje. Seveda, ko smo to primerjali to so podatki za leto 2023, ko smo primerjali to s preteklimi, podatki, se je, izkazalo, da seveda ta nihanja niso zelo velika, so pa, in sicer nekoliko več je priročnikov za prosti čas, in, nekoliko več otroške in mladinske literature v primerjavi z letom pred tem. In, tudi ko smo seveda, primerjali, kaj se dogaja znotraj posameznih, blagovnih, skupin, zagotovo lahko rečemo, da vsaj pri tej tako imenovani stvarni literaturi prav moč drugih prodajnih kanalov, kot sem dejala, socialna omrežja, zelo močno vpliva na prodajo tudi tiskanih knjig. In to tako lepo pokaže, kako pravzaprav sodobna tehnologija kroji ne samo naše življenje, ampak spreminja tudi celotno knjižno-založniško polje. Ko smo, pri priročnikih razmišljali in analizirali, katere so tiste teme, ki naše bralce zanimajo najbolj, se še vedno kaže, da je med temi, najbolj priljubljena, psihologija, poljudna psihologija in knjige za osebni, razvoj. To, kar pa lahko zdaj ugotavljamo že kar nekaj časa, pa je, da določen tip knjig počasi upada oziroma izginja iz trga. To so zagotovo kuharske knjige, knjige na temo narave in vrta, pa tudi turistike. Tudi tukaj seveda je to nekaj, kar je odziv na to, na to digitalno arhitekturo, v kateri živimo. Zanimivo je, leposlovje. Pri leposlovju, za odrasle, so seveda zelo priljubljeni, domači avtorji, od Draga Jančarja, Ferija Lainščka, Tadeja Goloba, na primer v medžanrskem leposlovju tudi, Mojca Golob, Mojca Širok. Hkrati pa tudi uveljavljeni tuji avtorji, ki že imajo, svojo bazo bralcev. To, kar je pa, vidno, da se spreminja, je pa, večje povpraševanje, tudi večje branje žanrskega leposlovja. Zagotovo je to nekaj, je to segment, ki je bil v knjižnicah, ves čas zelo močno prisoten, ampak tudi v knjigarnah je ta porast branja fantazijskih romanov, ljubezenskih romanov, pa tudi kriminalnih, zdaj v precejšnjem porastu. Zelo močno je prisotna na polju prav leposlovja za odrasle tudi avtofikcija, pri čemer je to nekaj, kar je tudi, globalni trg sicer, kaže tudi, globalni trg. Tukaj recimo naj opozorim na, nominiranko za Kresnika, Diano Matkovič, ki je bila recimo v Sloveniji zgolj eden, od, primerov. No, in kar še posebej lahko spremljamo v naših knjigarnah, to pa je vprašanje, ki si ga velja, zastaviti. Preboj tujega leposlovja, kar pomeni tudi branje v angleškem jeziku.
Če opazite v levem kotu, prezentacije, je po letih prikaz, kako se dviga nakup knjig v tujem jeziku. Zagotovo je to posledica BookToka in hkrati tudi dejstva, da mlade generacije, mlajši bralci imajo in z lahkoto, berejo, literaturo v tujih jezikih. Tukaj recimo je zanimivo, ko smo spremljali pojav Colleen Hoover, kako težko so pravzaprav ti bralci počakali, na prevode, kar velja tudi za ostale, knjige te zvrsti. Kako težko so čakali na prevode, ampak so raje brali v angleščini. In, skupaj nekako predstavlja, nakup tujih knjig v celotni, torej knjig v angleščini, če, vzamemo pač, globalni jezik, vsega skupaj že 20%. To je tudi, vprašanje, dilema seveda, ki odpira znotraj založniške produkcije, pa tudi sicer, knjižne, produkcije, vprašanje, kaj to pomeni za prevode, kajti, vemo, da je, negovanje dobrih prevodov kakovostnih literarnih besedil v slovenščini, nekaj, za kar je potrebno seveda najprej dobra baza slovenskih prevajalcev, in, hkrati seveda tudi, finančna podpora, da te knjige lahko izhajajo, da so kakovostne in da bralci nanje ne čakajo predolgo. In ko smo v Frankfurtu na eni od okroglih miz razmišljali prav, o tem, kar je seveda, izrazito, še posebej izrazito vprašanje majhnih knjižnih trgov, so te izkušnje, Slovenije, delile marsikatere druge države, pri čemer je, zagotovo bilo odprto vprašanje, kako sistemsko na ravni države podpreti ta, prevajalski, del in poskrbeti, za to, da bomo lahko Slovenci, dobivali dobre prevode v slovenščino in da bodo seveda ti tudi dostopni vsem bralcem, ker, v resnici, ne gre samo za hitrost in to, nepotrpežljivost bralci, ki radi berejo fantazijske romane, kar je, seveda odlična, novica, ampak gre seveda tudi za finančno, dostopnost. Knjiga v angleščini, v mehki broširani izdaji je običajno precej dostopnejša, kot so pa knjige, slovenskimi prevodi. In, če si pogledamo potem še, otroško in mladinsko literaturo, na otroški, na tem polju, vemo, prav zdaj je bila podeljena nagrada Vasje Cerarja za najboljši prevod, je dobil, Boštjan Gorenc Pižama, in zagotovo imamo odlične prevajalce, pa tudi odlične, avtorje. In tukaj je, mehanizem, ki nekako, spodbuja, branje slikanic, izvirnega leposlovja. Seveda niso samo nagrade, so tudi dogodki, vemo, da na primer Anja Štefan, pa tudi, Boštjan Gorenc Pižama, recimo to sta dva taka avtorja in še veliko, jih je, ki, imajo ob svojih knjigah tudi izjemne dogodke. Naj omenim tudi pripovedovalski festival. Vse to je ta mehanizem, ki oblikuje, prostor, kulturni prostor, zato da se otroci seznanjajo z dobrimi izvirnimi avtorji. Tudi na primer lutkovne predstave, prav, zdaj je v Lutkovnem gledališču Ljubljana, predstava po knjigi Sebastjana Pregla Medo in pujsi z ilustracijami, Igorja Šinkovca, tudi lutke so narejene po teh, ilustracijah. In prav ta, na neki način, multimodalnost, ki upam, da ji bodo sledile tudi druge oblike animacije, risanke, je nekaj, kar vznika, v slovenskem prostoru, pa tudi, sicer.
Stripi, so zagotovo, področje in, kot ste ugotavljali tudi v prejšnjem, predavanju, je to ena zvrst, ki jo imajo mladi res, res radi in je tudi sicer v, velikem porastu. Tukaj se, seveda vedno znova sprašujemo, vem, da ste med poslušalci tudi mnogi šolski knjižničarji, kako spodbuditi mlade za branje. Cankarjevo tekmovanje je seveda, eden od mehanizmov šolski mehanizem, tako rekoč, bralna značka, bralni klubi, ki jih imate, stripovska bralna značka. Kopico teh mehanizmov je, zagotovo pa je, tisto, kar je pomembno sporočilo tudi za nas, je, da mladi bralci so tisti, ki jih moramo zares znati negovati, zato da bomo imeli tudi bralce odrasle literature. In, seveda pa, je ta vzpon digitalne tehnologije, ki spreminja način, kako beremo, prinaša tudi nove medije, nove poti do kakovostnih vsebin. In to, kar se dogaja zdaj pospešeno v zadnjem času, vemo, e-knjige so že kar nekaj časa, mislim, da od leta 2016 dostopne tudi, na šolskem področju e-knjige, kjer se je v resnici pokazalo, da uporaba e-knjig prav v šolskih knjižnic naj ne bi bila zelo visoka, ampak to morda mi boste povedale tudi, gospe knjižničarke, ki delate v šolskih knjižnicah. No, to, kar pa je nov segment in se pojavlja ne samo na slovenskem knjižnem polju, ampak tudi, na globalnem trgu, je pojav zvočnic. Zvočnice, vemo, imamo že kar nekaj časa sicer tudi v Sloveniji. Avdiobook je eden od, najmočnejših, ponudnikov zvočnih, knjig, tudi, preko splošnoizobraževalnih knjižnic. Pomembne na polju, zvočnih knjig so zagotovo tudi, radijske igre, ki imajo svoj način, produkcije. Ampak to, kar lahko sledimo na področju zvočnih knjig, je, da dejansko je tudi na globalnem trgu napovedana izrazita rast in je eden od segmentov, ki je v založništvu ta trenutek najbolj razvijajoč. V letu, 2021 je, bila rast za 25%, 2022 10% in v letu 2023 25%. Tudi po državah seveda so ta področja zelo različna in tudi tukaj je Slovenija kot majhen trg se, lahko odziva drugače. Sledimo lahko skandinavski trg zvočnih knjig, ki je, najbolj napreden, Storytel in seveda, Amazonov, ponudnik Audible. To so seveda gromozanski, velikani, na globalnem trgu, medtem ko slovenski trg je dejansko majhen in se odziva po svoje. Spremljamo lahko, da je na določenih trgih, prodaja zvočnih knjig močno vplivala na branje tiskanih knjig. In obratno, lahko jih je tudi pospešila. V Sloveniji ta trenutek, imamo različne založbe, zvočne knjige, Mladinska knjiga ima okrog 200 zvočnih lastnih knjig, pripravlja jih tudi Beletrina, tudi drugi založniki jih objavljajo v okviru platforme, Avdibook. In tukaj zagotovo se počasi spreminjajo, uporabniške navade. Ko smo govorili tudi z založbo kaset in plošč na Radiu Slovenija, so na primer poročali, kako, prepleteno je bilo, poslušanje zlasti, zvočnih knjig Tadeja Goloba, kako prepleteno je bilo to potem z odzivi, pa tudi z, odzivi, pri prodaji tiskanih knjig.
In to, kar kažejo tuje raziskave, je, da naj bi zvočne knjige, neki povprečen ali pa običajen poslušalec zvočnih knjig, naj bi bil star od 35 do 55 let, večinoma 60% naj bi bile to ženske bralke. Bralke, ki berejo zahtevnejšo literaturo in torej posegajo po dobrih vsebinah na različne načine in jih berejo na različnih medijih. Povprečno naj bi poslušale zvočno knjigo 5 ur na teden, kar je več, kot pač ta mednarodna raziskava ugotavlja za branje običajnega bralca tiskanih knjig. In od knjige pa pol do 2 knjigi naj bi bili preposlušani na mesec. To, kar pa je zanimivo in to, kar je pomembno za nas, pa je, da je samo 5% nekega povprečnega uporabnika, poslušalca zvočnih knjig, samo 5% je takih, ki bi poslušali samo zvočne knjige, ne bi pa tudi brali tiskanih knjig. Pri čemer pa je 50% takšnih, ki pa zagotovo poslušajo tudi podcaste. In ko smo se pogovarjali na knjižnih sejmih, kjer se običajno predstavljajo tovrstne raziskave, se je pokazalo, to pa je raziskava podjetja Audible, se je pokazalo enako, da poslušalci so tudi bralci. Po raziskavi Audible je kar 78% uporabnikov zvočnih knjig v zadnjem letu prebralo najmanj eno knjigo tiskano ali eno e-knjigo. In ko smo nekoliko primerjali tudi, kaj se bere, kaj se posluša, se je izkazalo, da so tiskane uspešnice praviloma tudi e-knjige in zvočne uspešnice. In seveda nas je zanimalo, ko smo tudi na Mladinski knjigi razmišljali, kako razvijati trg zvočnih knjig, katere naslove izbirati za to, da jih damo v produkcijo zvočnih knjig, nas je seveda zanimalo, kaj to pomeni za program tiskanih knjig. In to, kar se kaže sedaj, je, da izid zvočnice en mesec po izidu tiskane knjige, se pravi relativno sočasno, poveča prodajo tiskane knjige za 3-krat. Ta izsledek je izsledek tuje raziskave, kjer seveda so trgi precej večji. Mi kljub temu, da recimo imamo na aplikaciji Mladinska knjiga plus različne zvočne knjige, za zdaj še ne moremo potrditi tega, da je en mesec potem, ko je izšla knjiga Davida Zupančiča in je po enem mesecu izšla tudi zvočna knjiga njegova, da je to njegovo prodajo povečalo za 3-krat. Seveda Davidova knjiga je nekoliko posebna zaradi te količine števila prodanih izvodov, ampak tudi pri drugih naslovih tega za zdaj še ne moremo potrditi. To, kar pa je jasno, je pa dejstvo, da dejansko da se en program ne zajeda v drug program, torej da ne moremo govoriti o kanibalizmu. Seveda nas je zanimalo tudi, kdaj poslušajo uporabniki zvočnih knjig. Izkazalo se je, da je zelo velik del, 33% uporabnikov zvočne knjige naj bi knjige poslušalo v avtu. Vemo, da seveda razdalje so v tujini precej daljše, ampak tudi v Sloveniji se spreminja ta kultura, ljudje poslušajo zvočnice in poslušajo podcaste. Ne vem, ampak zagotovo nekaj vas je
se boste morda spomnili, da smo nekje na prelomu stoletja, mislim, da je bilo leto 98, morda 2000, je Mladinska knjiga izdala nekaj zvočnic. Takrat je bila popularna Da Vinčijeva šifra, ki je bila tudi izjemna. In dejansko so bile navade uporabnikov za zvočne knjige, to so bili še CD-ji, tako majhne, da je bil potem ta programski segment zvočnih knjig, izdajanja knjig na CD-jih zaustavljen. No, danes smo leta 2024, zdi se, da vsa ta tehnologija, dostopnost, mobilni telefoni, da vse to pa res spreminja tudi te naše uporabniške izkušnje. Seveda nas je zanimalo tudi, katere so tiste knjige, ki jih imajo bralci radi in jih radi bodisi berejo kot e-knjige, kot tiskane knjige in poslušajo tudi kot zvočne knjige. Tukaj se je pokazalo, da najbolj pogosto poslušajo v obliki zvočne knjige žanrsko leposlovje, kriminalke, ljubezenske romane, fantazijske romane in potem ta del priročnikov na temo zdravja in osebne rasti. Seveda, ko smo se pogovarjali, kam gredo trendi na globalnem trgu, je recimo zanimivo, da govorijo večji ponudniki, distributerji zvočnih knjig o tako imenovani in-car revolution, torej revolucija v tem smislu, da naj bi dostop do zvočnih knjig vgradili na neki način tudi v avtomobile, ampak to je zgolj tehnična stvar, v resnici so zvočne knjige zlahka dostopne tudi na platformah, ki jih imamo na mobilnih telefonih. Kot sem dejala, v Sloveniji ta ponudba zvočnih knjig za zdaj relativno nizka. Tukaj zagotovo so orali ledino celotna ekipa podjetja Audibook, ki ima kar 4250 zvočnic tako v slovenščini kot tudi v tujih jezikih. In seveda veliko založb ima zvočne knjige, je pa njihova produkcija precej draga in zato je kar tesno povezana s tem, kakšna je podpora države za to, da se založniki pa tudi avtorji odločajo za zvočne knjige. In če povzamem to analizo, tukaj se sicer nisem dotaknila e-knjig. Vemo, da je 10%, zagotovo 10% vseh uporabnikov splošnoizobraževalnih knjižnic, tudi bralcev e-knjig. Če upoštevamo na primer tudi prodajo e-knjig preko spletnih strani, na primer na emka.si, pa je ta vendarle v primerjavi s tiskanimi knjigami precej nižja, zagotovo pa je to ta segment, ki ga podpirajo vse te aplikacije, vsa ta tehnologija. In če povzamem vse te lestvice, ki pač kažejo na eni strani seveda neko sliko, ki je morda tudi, bom dejala, zagotovo tudi zaznamovana na neki način komercialno, knjigotrško, če temu rečem, povezana tudi s prodajnimi potmi, kanali, z investicijo v marketing, v promocijo, pa se vendarle kažejo nekateri trendi, o katerih velja razmišljati. To je zagotovo pojav zvočnih knjig, e-knjig, tiskane, ta hibridni soobstoj dobrih vsebin v vseh formatih. Zagotovo se pojavlja vprašanje, kako bo s knjigami za določene zvrsti. Lahko smo sledili, na primer, kako je počasi z naših knjižnih polic, kako so počasi izginjali tiskani leksikoni, enciklopedije in kako se zdaj to počasi nadaljuje
z izginjanjem oziroma manjšo in produkcijo in seveda tudi prodajo nekaterih zvrsti knjig, kot so tiskane knjige, tudi turistika, narava in vrt. To so nekateri segmenti, ki se očitno vse bolj selijo na splet. Prinaša pa nova tehnologija nekakšne nove skupnosti naših bralcev. Kot smo omenili, prav ta lestvica najbolj prodajanih knjig, ki nas, bom rekla, bralce, ki beremo različne programske segmente in nam je na primer literatura še posebej blizu, nas morda tudi nekoliko zaskrbi. Ali je res to vse, kar preberejo, ali je res največ Slovencev prebralo, pa vprašanje, če jih je sploh prebralo, ampak tudi kupilo knjige te vrste. Ampak tukaj, kot pravim, je zagotovo so povezani različni dejavniki in mehanizmi na tem kulturnem polju. In pojav teh različnih formatov zagotovo pač spreminja način, kako beremo, kako poglobljeno beremo in katere medije izbiramo. In potem so seveda zelo hitro na polju, kot sem omenila pred tem, na polju izobraževanja, šole, kaj se dogaja z mladimi bralci, ki so seveda ključni za to, da bomo ohranili primerno raven bralne pismenosti. Rezultati mednarodnih bralnih raziskav, ki so se pojavili prav v letošnjem letu, so bile pač te analize opravljene, so v resnici zaskrbljujoči. Ne vem, morda ste sicer o tem že v sklopu tega seminarja govorili, ampak vseeno se mi zdelo pomembno, da postavimo ta razvoj knjižnega trga tudi v ta okvir, ker so prav otroci in najstniki pomembni kot bralci. Raziskava PIRLS 2021, ki je analizirala bralno pismenost četrtošolcev, je pokazala, da so ti rezultati precej slabši v primerjavi z letom 2016, do 520 točk v primerjavi s 542 v letu 2016. Ugotovljeno je bilo, da višje rezultate dosegajo deklice. In to, kar pa je ena od pomembnih ugotovitev, pa je, da je povezanost med bralnimi dosežki in veseljem do branja nizka. Le 28 slovenskih četrtošolcev zelo rado bere. In to je zagotovo eden od, bom dejala, alarmov, ob katere smo vznemirjeni vsi, ne samo šolski sistem, bom dejala, ampak tudi založniki, in seveda tudi ta širša javnost. Potem pa ugotovitve tudi raziskave, mednarodne raziskave PISA 2022, ki je merila bralno pismenost 15-letnikov, matematično, naravoslovno in bralno pismenost, torej vse tri. In to, kar se je pokazalo, da sta bili matematična in naravoslovna pismenost nad povprečjem OECD-ja, medtem ko bralna pismenost je bila pod povprečjem. In sicer so bili rezultati kar za 26 točk nižji od rezultatov zadnje raziskave. In to so bili hkrati tudi najnižji rezultati od leta 2006. Torej se je v Sloveniji od leta 2006 do leta 2023 oziroma 2022, če vzamemo letnico raziskave, vendarle nekaj zgodilo z branjem naših 15-letnikov. In to, kar je še pomemben podatek, je podatek o kakovosti, bom rekla, o stopnji bralne pismenosti. Slovenski 15-letniki najvišjo raven bralne pismenosti dosegajo le v 4%, medtem ko je povprečje OECD-ja 7%. In to je ena od največjih tudi razlik med državami OECD.
In tukaj zagotovo se vprašamo, vsaj v teh zadnjih obdobjih, ko je vendarle država namenila ogromno sredstev za promocijo Slovenije kot bralne dežele, tako v Frankfurtu kot tudi letos v Bologni. V Bologni, ko smo imeli prav, če govorimo že ravno o tem otroškem, mladinskem segmentu, odlično razstavo tudi slovenskih ilustratorjev, je to zagotovo vprašanje, kjer se nam zastavlja vprašanje, ali bodo učinki tega vidni šele kasneje, ali pa je to nekaj, kar je zdaj potrebno izkoristiti in pripraviti neke mehanizme, s katerimi bomo te padajoče trende zaustavili. Na ravni države seveda se dogaja veliko stvari, tako akcijski načrt za razvoj bralne pismenosti, nacionalni program vzgoje in izobraževanja, ki zajema tudi ta del, in pri tem seveda sodeluje Nacionalni svet za bralno pismenost. Naj povem, da je na Mladinski knjigi tudi pripravljamo kar nekaj stvari, ne gre samo za te, neke tematske kampanje, dogodke v knjigarnah, ampak to, kar je izjemno pomembno, so tudi širši mehanizmi spodbujanja bralne kulture. Zdaj pripravljamo tako imenovano Akademija mladinska, Cici akademija, to so odlična predavanja. Mislim, da je med nami tudi Barbara Hanuš, ki je imela izvrstno predavanje tudi v okviru Cici akademije. Skratka, osveščanje ne zgolj strokovne javnosti, ampak to, kar je naša ključna točka, kjer se moramo srečati, je nagovarjanje zlasti in ozaveščanje staršev. In tukaj bomo skušali tako s predavanji Cici akademije, kot tudi z bralnimi klubi Gremo brat, to pa bo povezava s šolskimi knjižnicami in vas že zdaj vabim, da se odzovete na to pobudo, ker bomo skušali vzpostaviti ne samo za osnovno šolo, ampak tudi za prve letnike srednje šole, prav to veselje do branja. Ta povezava, ki jo je Pirs tako zelo pokazal, kako majhen odstotek četrtošolcev zares rado bere. In tukaj sem prepričana, da ne samo neki sistemski mehanizmi države, ampak tukaj v resnici gre za delovanje vseh akterjev na knjižnem področju. In če znova povzamem ta del, zagotovo se zastavlja vprašanje, kam in kako zagotoviti prostor branju v tej konkurenci ponudbe za prosti čas. Kako zaščititi, zavarovati tako imenovano skupno družinsko branje, ta začetek bralne pismenosti v najzgodnejšem razvojnem obdobju je izjemno pomemben. In kako se pa predvsem povezati, da nam bo to uspelo. In moje predavanje, mogoče bom tale del nekoliko skrajšala, ampak to, kar sem Andreji tudi obljubila v povzetku, je zagotovo tudi vprašanje, kako nas res to spreminja. Ne samo, da uporabljamo vse te medije, ampak tudi naš način branja. Morda na kratko nameravala sem vam predstaviti eno zelo zanimivo zgodbo, najkrajšo zgodbo, ki jo je napisal Ernest Hemingway, ki kaže na to, kaj se zares dogaja v možganih in ko beremo, kakšen je ta prav nevrološki proces in zakaj je tako zelo pomembno, da se to zgodi pri mladih bralcih prav v tem najbolj zgodnjem obdobju. Ne bom se tega dotaknila, zgodba, to pa vseeno vam jo preberem. Naprodaj otroški čevlji, nikoli nošeni. In to, kar se tukaj zgodi, so seveda številna vprašanja, ki vznikajo, podobe, ki se narišejo,
ko razumemo, zakaj čevlji niso obuti, ko se izriše neka mentalna podoba, ko se vrnemo v skladišče našega znanja, pa ne samo znanja, tudi čustev. In ko nekako simultano povežemo znanje, domišljijo, predvidevanje, sklepanje, ki nam pomaga, da to otroško zgodbo razumemo. In vse to nas seveda oblikuje tudi kot ljudi. Z vso mešanico čustev, bolečine, olajšanja do tega, želje, da tega intimno ne bi nikdar spoznali. Vse to je ta kapaciteta domišljije in razvoja, grajenja, tudi empatije, zato da razumemo tudi miselne svetove drugih ljudi. Vem, da smo tukaj zbrani ljudje, ki verjamemo v branje tudi zaradi teh stvari, ampak to, kar je seveda ključno, je, da nas bo to tudi kot družbo močno zaznamovalo tudi naš ta človeški prostor. In zato se mi zdi tako zelo res pomembno, da založniki, knjižničarji, šole, da celotno to kulturno polje, da se zna povezati in da res znamo dobre vsebine, slovenske vsebine, slovenskih avtorjev povezovati in jih res spraviti do čim več bralcev, če uporabim to besedno zvezo. Zagotovo z vso to tehnologijo beremo več. Ne beremo sicer manj, ampak beremo drugače, tudi na to temo je bilo precej raziskav. Morda tukaj omenim samo, da seveda je ta privzeti ekranski način nekaj, kar nas lahko vodi k plitkejšemu procesiranju prebranega, seveda je pa to odvisno tudi od narave branja. In zagotovo pa vsi ti mediji spreminjajo naravo naše pozornosti. To, da nekako zaustavimo prebrano, da vzpostavimo nek notranji dialog s tistim, kar smo prebrali, in to procesiramo, če uporabim takšen izraz. In po nekaterih raziskavah je tudi recimo to, kar preberemo na ekranu, to, kar preberemo tiskano, naj bi vplivalo na pomnjenje. Seveda pa je precej dejavnikov, ki vpliva na to, koliko si zares zapomnimo. Zagotovo pa je tudi naš ritem branja drugačen. Tudi sama se spremljam kot bralka. Seveda si želim prebrati vse, kar izide na Mladinski knjigi, pa tudi mnogo drugega, kar izide pri drugih založbah. In se velikokrat ujamem pravzaprav v past tega, da berem zelo hitro, da si v resnici tudi seveda v tej želji, da bi brala veliko, in verjamem, da tudi knjižničarji imate podobno dilemo, da se v resnici pri branju ne ustaviš več za mirno branje. In tu je ta ritem branja, o katerem tudi zelo veliko piše Marianne Wolf, nevroznanstvenica, ki se je ukvarjala z branjem. Prevod njene knjige je izšel tudi v bralnih znamenjih pri Cankarjevi založbi, kjer govori, da naš postaja kot poskakujoče kobilice. To se mi zdela ena taka zanimiva primerjava, kjer v resnici se zdi, da ta način življenja vpliva tudi na to, kako beremo kot bralci. In kot smo prej nekako Alenka, bi počasi zaključili? O. Prosim, ker smo že čez čas, 5-6 minut. Dobro. No, mogoče samo še to dodam, da seveda ne samo, da se spreminjajo programski segmenti, vrste knjig, ki dejansko izhajajo, ampak da se tudi notranje strukture knjig spreminjajo pri učbenikih recimo, pa tudi pri stvarni literaturi. Zdaj opažamo, kako pravzaprav so nekatere knjige postale dobesedno slikanice, zelo veliko fotografij, ponazoril, odstavki
pa vse bolj kratki, ker ljudje ne zdržijo več branja daljših, zahtevnejših besedil. No, to pa je tudi tema manifesta o poglobljenem branju, kjer se mi zdi, da je izjemno pomembno, da na ta manifest v resnici se odzovemo tudi v sklopu celotnega izobraževanja.